Beletrina v živo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Novi izid knjige pri založbi Beletrina ponuja novo priložnost za pogovor z avtorjem, tako da je ob meni Dušan Čater, ki je pravkar izdal povest Dežela zob in lahko seveda ponosno napoveva, da je izšla pri založbi Beletrina v mesecu aprilu. Tisto, kar me mogoče na začetku zanima, Dušan, seveda vas poznamo kot avtorja na številnih področjih, pa ne gre tu za televizijske scenarije, izvirne igre, seveda tudi za romane, ki so vaša prioriteta. Na kakšen način lahko rečeva, kako se je razvila, kot ste rekli, povest o dobrih in slabih ljudeh? Kako je torej prišlo do Dežele zob? Živijo, tudi jaz vas pozdravljam lepo v svojem imenu. Kako je prišlo do tega? Dejansko je tako, da ko človek piše nek roman, se ga naveliča, ne? In bi šel takoj delati spet nekaj drugega, ne? Tako je recimo prišlo do tega, ko sem pisal roman Ekstra deviška, se mi je nekje na sredini ustavil in sem se začel spraševati, pa kaj jaz dejansko sploh vem o življenju na otoku, o teh otočanih, se mi zdi, da je bilo vse skupaj dokaj zlagano. In mi je prišlo na pamet, ne, da pač iz Celja sem, ne. Celo mladost sem preživel pod kipom Splavarja, tam ob Savinji, kjer smo pili ono poceni vino. Dejansko pa tudi moja familija izhaja iz Savinjske doline, iz Nazarij, tako da sem rekel, pač, že takrat sem hotel, ne, ono kar prekiniti, pa iti nov roman pisati o Splavarjih, se mi zdi, da bi bil bolj iskren, pa tako. Ampak seveda sem ga mogel dokončati, ker me je vezala pogodba. Pa sem si vzel pa malo časa in sem začel pisati. Dejansko je bilo tako, da me je tam okoli novega leta mene vedno zagrabi neka ta depra, neka huda. Samo takrat, drugače nimam težav s tem. In je bilo dejansko na tem, da se mi zdelo, da tako zdaj pa tako hudo, pa to je bil še takrat ta COVID, ne, ko so nam rekli, da moramo biti, ne vem, po 10 ne moreš iti več ven, ampak v teh letih sem že, da po 10 tako ne grem več nikoli ven, ampak kar naenkrat me je pa zagrabilo to, da zdaj mogo biti pa not, ne, in me je tako stisnilo, da sem dejansko hotel iti po neke tablete. Seveda pol nisem šel in sem pol dejansko 20 strani v eni noči napisal, no, tega novega romana. Se pravi, ta uvodna zgodba, ki dejansko tudi govori o eni okužbi, ne. Pol je pa to pol leta stalo, preden sem se spet lotil, no, tako. Tako da je bila dejansko terapevtska vloga. Recimo. Če se spomnim pri Ekstra deviško, takrat sva govorila, da ste pravzaprav šli na otok, da ste si vzeli, mislim, da 1 mesec časa za spoznavanje otoškega življenja. Tukaj tega ni bilo potrebno. Kako ste seveda sami potem raziskovali in odkrivali vso to ozadje in življenja v Celju in konec koncev v Savinjski dolini? No, ni bilo glih potrebno, ampak sem bil en teden v Ljubljani ob Savinji, ker imajo ta splavarski muzej. Tam sem dobil neke te zapise, ki sem jih lahko uporabljal, ne. Fotografije, da sem si malo ogledal, kako je to vse skupaj izgledalo. In pa malo spraševal ljudi, ne. To je to. Ampak dejansko je tako, tudi če pišem zgodbo, ki se dogaja recimo v Grosuplju, grem saj na pivo v Grosuplje, da vidim malo, kako to diha, ker rad dejansko opisujem doma bralec sliko, ne, kot da bi recimo gledal film, tle je ta ulica, tle je ta hiša, pa tako, no. Rad sem o tem, se mi zdi, da da to pisanje neko avtentičnost, no, tako. Res je, koliko je pa potrebno, da so recimo sami fakti temeljili na nečem resničnem, na zgodovinskih dejstvih in kako se pravzaprav lotiti tega obdobja, ki je bilo zelo specifično, namreč zgodba se dogaja tik pred začetkom druge svetovne vojne. Ja, čisto enostavno, zato kot takrat so šli Savinjski splavarji zadnjič na pot. Med vojno enostavno niso mogli, ne, pol se je pa tudi ta obrt nekako nehala, ker so bili že kamioni in vse živo, ne. Tako da sem dejansko mogel postaviti v ta čas, preden grejo na zadnjo pot, ne. Zanimivo, ne, da so te Savinjski splavarji, oni so šli celo, to so samo govorice, mislim, dokazano pa je, da so šli do Beograda večkrat, ne, ampak da so baje šli tudi do Črnega morja, ne, na splavih, ne. To so bili res dejansko eni posebni ljudi. Zanimivo je recimo to, da je imelo Ljubno v tistem času 37 gostiln, pa to je vas, ne.
A veš, in da so recimo bili, kajenje se je v Sloveniji prvič pojavilo dejansko na Savinjski dolini, ker so te splavarji od Turkov kupovali na desnem bregu, na levem so bili Hrvati, tam oni, so dejansko tobak kupovali in pa žganica se je začela na veliko piti, ker so je seveda tudi od Turkov kupovali. Tako da, pa moda recimo, oni so bili taki znanilci mode, dejansko je bilo to, zelo razviti so bili recimo takrat za tisti čas, čeprav so bili zelo majhni. Ampak domnevam, da vse to so informacije, ki jih pred začetkom pisanja praktično niste tako dobro poznali. Kaj lahko rečete, da vas je res fasciniralo in kako je to gnalo pisanje povesti naprej v bistvu? Že sama ideja, da bi o tem nekaj naredil, pol greš pa tja, pa zveš te zgodbe, pa te pa seveda zafascinira, ker so dejansko sočne. Dejansko so se tam zaradi tega žganja tudi veliko tepli. Recimo s prostitutkami so bili seznanjeni že od malih nog, zato ker dejansko na vseh teh postajah, recimo o Radečah, pa v Brežicah, pa pol tam v Sisko, to so dejansko bile tam gostilne, narejene samo zaradi prometa z lesom. In tam seveda so bile tudi, recimo rekli se jim je flosarska frajla, ko si lahko šel za neki dinarčkov, recimo k njej prespati. Koliko je pa v bistvu res bilo pomembno, da stvari temeljijo na resničnih dejstvih, na resničnih nastavkih? A so res dejansko obstajali ti priimki, ti ljudje, ki so v knjigi, ali gre tukaj za prilagojene osebnosti? Zdaj za tega glavnega junaka, mislim, to družino Haberman, nisem čist prepričan, ko so že malo cajta minili, zdaj dejansko delam že nadaljevanje tega, ko se celje dogaja. Vem pa, da najprej sem jim dal ime, priimek Juvan, ker so dejansko, ko se to se vidi v teh spisih tam v Ljubnem v Savinji, so bili res največji trgovci z lesom. Pa sem se pol odločil, da tega raj ne bi naredil, ko marsikaj se danes dogaja, pa mogoče komu ne bi bilo všeč. Se mi pa zdi, da je bil nek Haberman tam tudi omenjen, ampak vsekako niso bili ani večjih trgovcev, ampak so pa dejansko resnični priimek, ki izvira iz tistega območja. Zanima me še, kako v bistvu pisati oziroma narediti samo formo celotnega dela, ki bo pritegnila bralca. Včasih imam občutek, da se vam tu res poznam bogato ozadje pisanja televizijskih scenarijev oziroma raznoraznih scenarijev. Zelo hitro nekako pritegnete bralca, tudi mogoče s tem nastavkom prve zgodbe o starem lunaču in nekako ti liki res zaživijo. Kako pomembno je, da so liki tisti, ki nekako vodijo zgodbo? Prvo pravilo je pri pisanju scenarija, da se mora na 15. strani, se pravi po 15 minutah gledanja, narediti nek suspens, nek klik, ki bo pač držal bralca naprej. To je dejansko obrtno delo, ki mi recimo pri pisanju, ki moram reči, da ni glih obrtno delo, še kako prav pride. Kaj je bilo pa naslednje vprašanje? V bistvu, na kakšen način lahko rečemo, da se vse skupaj poveže v neko celoto preko likov, ki vodijo to pripoved? Liko moraš dejansko obesiti neko zgodbo. Zdaj, če smo glih tako iskreni, najlažje jim je obesiti, to bi bilo po mojem dan še bolj popularno, kako umor. Jaz pa pač nisem za te umore, ampak moje zgodbe so ponavadi še največkrat, ne moram reči, da je glih ljubezenske, ampak tudi najbolj me fascinira recimo v življenju odnos moški-ženska, ne samo, ampak recimo mož-žena ali pa tako. Tako da pol na to obesiš neko zgodbo. Je pa dejansko tako, ti moraš najprej, saj jaz tako delam, najraje ustvarim najprej lik, da ga vidim, kak je, in potem, ko imam neko okvirno zgodbo, jaz ne morem zdaj zgodbi nekako skozi slediti, ampak moram dejansko slediti liku, kaj bi on v tem primeru naredil, da izgleda veliko bolj avtentično in potem se pa nekako, mogoče se zdaj sliši tako simpel, da se pa vse nekako poklopi, ampak to je včasih tako tudi po 2 dni samo tuhtanje o tem, kako naprej. In dejansko, kako te ljudi sploh ustvariti, da so seveda živi? A se tukaj črpa iz realnega življenja, iščete kakšne povezave z ljudmi, ki jih poznate? Oziroma, kako lahko nekdo zaživi
v letu 1939, kako lahko spoznamo Friderika v vsej svoji značajski širini. Domnevam, da vseeno iskati neke podobnosti z ljudmi, ki da trenutek živijo, je težko. Jaz recimo, ko imam lika, ne, jaz je tako naredim, recimo, ko napišeš dramo, pa je pol pošleš, pa imaš ono liki, ne, recimo Boštjan, pa o njemu vse napišeš, ne, to si jaz vse napišem in pa se sprašujem tako, ne, a on pije pivo, ne? Ali bi on rekel sosedovi Tončki pet z mano, take stvari, ne, in ko se vse te stvari nekako sprašujem, ga nekako vidim, ne. Res pa je, da ga ne vidim, zdaj ima črne lase ali ima blond lase, ne, ampak nekako njegov značaj se mi nekako izriše, no, na take najbolj butasta vprašanja, ne, veš, ne, kaj bi on naredil, ne. Recimo pri pisanju scenarija je tudi, veš, veliko učbenikov govori o tem, ne, da si postaviš vprašanja what if, ne, kaj če, ne, kaj če bi zdaj bomba tle padla, kam bi šel on, bi šel k mamici ali bi šel v zaklonišče ali bi vzel puško v roke, ne, to, no. Na ta način pač like delaš in se mi zdi, da če ga ni treba, da ti vse to napišeš, ampak moraš imeti nekako v glavi, ne, in skozi njegova dejanja se nekako pa tudi bralcev izriše, kak bi naj bil on, ne. In od tod pravzaprav pridejo in scene, in zapleti, razpleti, niso pa... Vse pri meni, ja. Ja, niso pa tisti, ki bi pravzaprav oblikovali like v vašem primeru. Ne. Zanima me še, prej ste omenili obrtniškost oziroma neobrtniškost pri samem načinu pisanja. Kako, kdaj, kje pravzaprav vam je najljubše, najlažje pisati? Kje ste prav ta dotični roman, je bilo treba iti Ne, jaz tam ne pišem, ne. Tam imam pač note s sabo, ne, a veš, da si kakšne beležke delam. Dejansko pa pišem doma in dejansko, ko sem sam, zelo težko. Ker potem izkoristim ta čas, da sem sam za vse kar druga, kot drugače ne morem. Tako da dejansko, ko pišem, mora biti radio, mora biti televizija, mora vsake tudi cajta žena prijeti pa me vprašati, kaj bo za kosilo. Mora biti džumbos nekako okoli mene, ne, dejansko me folk vpraša, ne, tako koliko ur na dan pišeš, ne. Ne vem, ampak dejansko pa pišem recimo od 9 pa zjutraj pa do 7 zvečer, ampak vmes psa ven peljem, vmes kuham kosilo, marsikaj, ne. In ni problem v bistvu, kar se tega tiče, dejansko se lahko toliko hitro splavite spet nazaj v pisateljevanje, da ni problem, če ste 5 minut nazaj. Saj sem skozi o tem. Skozi sem o tem, tudi ko kuham, ne, tuhtam dejansko o zgodbi, ne. Da bi pa na sami lokaciji pisali, se spomnim tudi, ko so za Ekstra Reviško govorila, da ste podobno rekel, da ste v bistvu na otoku naredili research, napisali en kup stvari, ampak potem roman dejansko pisali doma. Ja, dejansko ne morem, recimo, zanimiva je zgodba za zbirko kratkih zgodb Džehennem, ne. Takrat sem šel sicer za 1 mesec v Sarajevo, dejansko je naneslo tako, da sem ostal 8 mesecev, ne. Vse, kar sem imel takrat bi mogel misliti, da bo to roman, vse, kar sem imel samo naslov. Ne. V 8 mesecih sem naredil naslov Džehennem, ko pomeni pekel, Džehennem je pa dejansko ime kafiča, v katerem sem preživel teh 8 mesecev. Gre seveda spet za delo izdano pri Beletrini, tako kot govorimo tudi o deželi Zo. Zanimalo me je pa še, kar se tiče same dežele, na kakšen način lahko rečeva, ste seveda poskušali vključiti in splavarstvo in konec koncev vse tisto, kar se je dogajalo v samem okolju, okoli Celja. Konec koncev tudi Duda s svojim plemenom, vse to, kar se je nekako koliko enega znanja in poznavanja je res človek mogel imeti. Tukaj ste se tudi obrnili na zgodovinarje in na pomoč. Ja, to je res. Tone Kregar mi je veliko pomagal. Pol na koncu sam preveril dejstva, pa moram reči, da je Google danes tako natančen, da ni imel kaj veliko za popravljati. No. Ampak recimo tudi, kar se tiče Dudinih modrosti, tle se mi je zdelo zelo zanimivo, kako vplesti v bistvu nekako mentaliteto Dude in jo dati v pripoved tistega življenja splavarjev v Savinjski dolini. To jaz zdaj ne bi rad tako razkril, ne, v čem je fora teh ciganov, ne, ki pridejo tja. Ne. Tega ne bi rad razkril, zato ker dejansko je ta dežela Zo prvi del trilogije, ne, ki zdaj drugega, ki sicer že nastaja, se dogaja v bistvu v Celju med vojno. Tretji se pa začne dejansko, pa malo avtobiografski roman, in potem se bo nekako vse povezalo, zakaj so noter tudi cigani in vse to, ne.
Je bilo že na začetku mišljeno, da bo to trilogija, ali se je dejansko pri Koliko ustvarilo toliko zapletov? Čist na začetku ne, ampak pol, ko sem pa to počasi zaključeval, sem pa se odločil, da bo tako, ampak če sem čisto iskren, ne, za to trilogijo sem se odločil zaradi tega, ker prvič, lažje je, če že imaš neke like narejene delati, drugo, sem zelo len človek in če se s Čandrom zmenim, da bo trilogija, me bo on preganjal, da moram še to narediti. V bistvu je dodatna motivacija. Tako. Kako bo potem, ko pravzaprav knjiga izide, nekako jo poskušati čim bolj plasirati med bralce, na kakšen način seveda imate že en kup izkušenj, 8 roman je, kaj so tista znanja od prej? Nisem jaz dober v tem, res ne. Če sem čisto iskren, meni se tudi vse te literarne večer, te predstavitve, ne, so mi zelo tako, ne vem, kako bi rekel, dolgočasne na nek način. Ne. Recimo, ajde, da imaš ti poezijo, ne, pa prebereš tam neko pesem, ne, pa človek, mislim, ko pride tja poslušati, vidi nekako, zakaj se gre, ne. A veš, ko pa ti prebereš eno stran iz romana, what, ne, a veš, pa ponovadi vse tako, veš, tako morbidno, ne, tudi če hočem biti, narediti kaj, malo zaduhovičiti, ne, dajte se ljudje malo zasmejati, pa tako, ne, me vsi čudno gledajo, ne, a še z mano kaj narobe, kot literatura bi mogla biti neka resna stvar, ne. Tako da ne znam glih neki, tudi, kako bi rekel, ne rad recimo na Facebooku objavljam, da mi je knjiga izšla, ker se mi zdi, da sem da je to malo prepotentno. Nisem kaj dober v tem, no, samo promociji, no, recimo, kot pa recimo, mislim, moram reči, da obožujem Terezo Vuk, no. Mogoče se res pozna, da ljudje jemljajo to kot seveda visoko umetnostnih, hkrati tudi pričakujejo od avtorja, da bo svoje delo dojemal blazno resno. Kar mogoče pri Dušanu tukaj je mečken distance ravno iz te preprostosti. Jaz se nimam toliko za pisatelja, jaz sem imam bolj za pripovedovalca zgodb, a veš. In ena stvar se mi je zdela zanimiva že pri Ekstra Deviško, tukaj pa tudi nekako kar kliče vse skupaj po mogoče neki ekranizaciji, a se tukaj pozna preteklost tega, da ste seveda napisali veliko televizijskih scenarijev in pa tudi scenarijev za celovečerne filme. Zakaj mogoče res bralec hitro pri vaših delih vidi to opcijo ekranizacije? Pa po mojem, mislim, da smo že prej tudi nekaj na to temo rekli, ne, mogoče ravno zaradi tega, ker se lahko identificira z likom, ne, in ga nekako vidi, pa vidi dogajanje, kje se to dogaja, ne, ker jaz rad opisujem tudi vreme, pa kje ta hiša stoji, pa te stvari, ne mogoče zaradi tega, ne. Že ustvarjate tudi nadaljevanje oziroma drugi del trilogije, torej trenutno bolj kot ne razmišljate predvsem o tem vojnem obdobju v Celju. Domnevam, da je tudi tukaj en kup enega raziskovanja, ampak vam bodo odzivi na Deželo Zo ogromno pomagali in pomenili tudi pri nastajanju. A je kaj lažje, če se trilogija če je še v nastajanju, medtem ko je prvo delo že išlo? Ne bi vedel, ker prvič delam trilogijo. Tako da ne vem, bomo videli. No, vsekakor mi pomaga pri tem, da imam recimo prizorišče pa like, sicer bo prišel novi seveda, ne, že malo postavljeno, no. Pa tudi recimo jaz imam, kako bi rekel, velike težave imam na samem začetku pisanja novega dela, koga nagovarjati, ne, kateri jezik izbrati, ne. Tako da tle že imam, kako bi rekel, ta način podajanja zgodbe že nekako izdelan, no, tako da s tem ne bom imel težav, ne. Kakšni odzivi že recimo strani poskusnih bralcev, ste dali kakšnim splavarjem, kakšnim zgodovinarjem, a je bilo tukaj karkoli pomembno, da dobite pečat? Ne, mislim, Tonček je prebral, mi je rekel, da mu je všeč, to je vse. Žena mislim, da ni prebrala, ampak pravi, da je, ampak Lahko rečem kot nekdo, ki je prebral, da knjiga odlično teče in v bistvu se ne ustaviš pri nobeni izmed strani, kar je da še enkrat več potrditev, da... Vsaka potrditev je fajn, ne? Ti da dejansko se imenuje potrditev, zato ker ti potrdi nekaj, ne? Moram pa reči, da si umetno nekako ustvarim ta odnos, da mi to ne sme priti do živega, ker če mi lahko ta potrditev, da me odnese v višine, bi lahko recimo nekaj, kar je nasprotno, čisto potolče, ne. Tako da sem do tega, kako bi rekel, zelo tako, ne bom rekel previden, ampak si en tak so what, a veš, si izberem, ne.
Da, dejansko se te ne sme dotakniti, niti v pozitivnem, niti v negativnem. Tako je. Sem prepričan, da boste dobili ogromno pozitivnih odzivov na knjigo in pa da bo v bistvu fajen začetek celotne trilogije, pa da bo en kup ene motivacije za pisanje za naprej, da ne bi slučajno tam sredi tretje knjige potem že razmišljal o novi ideji. Upam in hvala za želje. Ja, najlepša hvala torej še enkrat Dušanu Čatru, ki se je oglasil pri nas in predstavil novo delo, izdano pri Beletrini. Gre torej za povest o dobrih in slabih ljudeh z naslovom Dežela zoo. Hvala Dušan in pa seveda veselimo se tudi preostalih 2 delov trilogije. Hvala vam za pozornost. Hvala, živijo. Beletrina. V živo.